Gospa Berta Golob se vse življenje posveča skrbi za lep jezik. To je počela kot učiteljica slovenščine, knjižničarka, lektorica in pisateljica, ter tudi zdaj, ko poučuje verouk v župniji svetega Modesta v Kranju. Objavlja je številne knjige z versko tematiko, vidimo jo tudi na televizijskih ekranih, v seriji Zare, na Radio Ognjišče smo ji prisluhnili v Vrtnicah. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni vi in vsi navzoči. Docent dr. Igor Škamperle, po rodu Tržačan, je predavatelj sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Znanstveno-raziskovalno se ukvarja s sociologijo znanosti, teorijo simbolov, zgodovino idej, kulturno zgodovino ter religijo in kulturo v obdobju renesanse. Krščanstvo sodi med teme, ki jih obravnava podobno kot alpinizem, s katerim se je nekoč uspešno ukvarjal s posebno zavzetostjo. Lepo pozdravljeni. Dobro večer, lepo pozdravljeni. Gospod Slavko Rebec je rektor Škofijske gimnazije v Vipavi. Rojen je v župniji Pivka. Po diplomi na Teološki fakulteti v Ljubljani se je študijsko izpopolnjeval tudi v Rimu. Je skavt, voditelj duhovnih vaj, diplomiran teolog in pedagog, duhovni asistent in človek, ki veliko svojega časa posveča predvsem mladim. Lepo pozdravljeni. Gospod Rebec, če razmišljamo o ravnotežju med tradicijo in osebno vero, vam pride na misel kakšna podoba in zakaj? Ja, podob bi najbrž prišlo kar veliko, če bi nekaj časa razmišljal, ker so mi domače. Morda se je ena podoba o ravnotežju med tradicijo pa osebno vero zgodila včeraj zvečer, ko sem bil na obisku pri prijateljski družini, pa sem se z Lego kockami igral s 3-letno deklico. Sej tisti, ki imate nečake, pa otroke, majhne vnuke, veste, da so Lego kocke za različno starost, pa imajo pa različne bunke. Ne? In zato, da se staviš eno konstrukcijo, je potrebno vsako posamično Lego kocko vzeti v roke in jo položiti na primerno podlogo, ampak skupaj gredo pa samo tiste, ki imajo določeno velikost bunk. Ne? Spravi, vsaka kocka posebej, vsak človek posebej, svojo vero, svojo upetostjo v odnosu z Bogom, ampak vendarle postavljeni skupaj po neki zakonitosti, v neko celoto. Recimo, to se mi zdi, da bi lahko bila ena podoba, no, taka, ki se pa malo navezuje recimo tudi na našo krščansko izročilo, če smem tako reči. Meni je, ko sem o tem razmišljal, prišla pravzaprav najprej na misel pletenka kruha. Tista slastna, iz dveh pravzaprav svaljkov prepletena in potem spečena. Zakaj? Zaradi tega, ker celoto tega kruha pravzaprav predstavljata med sabo dve tako prepleteni niti, da jih ne moreš ločiti. Sta pa vsaka svoja, tečeta po svojem tiru. In se mi zdi, da v krščanstvu ni prav preveč ločevati tradicijo pa osebno vero, ampak se ti dve pravzaprav morata prepletati. No? To je moje mnenje. Gospa Golob, Terezija Avilska je dejala, ni pomembno, da veliko razmišljaš, ampak da veliko ljubiš. Kaj za vas pomeni ta osebna vera in mogoče tudi tradicija? Lepo je povedala Avilska, kaj meni pomeni vera, osebna vera in kako jo ponotranjiti. Vera je osebna takrat, kadar jo res začutim, da me osrečuje, da me dela vedro, da mi pomaga čez vse mogoče zapreke in težave, da se opira hkrati pa tudi na to, kar je bilo iz krščanstva mi izročenega, iz otroških let naprej,
In prepričana sem, da se osebna vera in pa tradicija izročilo zelo lepo dopolnjujeta. Verjetno je pa res v današnjem času treba v te stare mehove na en nov način naliti svežega vina. Ampak vino je vedno vino. Vino je hrana, vino je odlika, vino je tudi en presežek dobrote kulinarične, če se grobo izrazimo. In vera naj bi nekaj takega bila, osebna vera, da si v njej resnično srečen in da si v vsakem primeru zadovoljen, tudi takrat, kadar te doletijo zelo hude in na videz nepremostljive težave. Če vero ponotranjiš, najbrž pa to ne moreš kar naenkrat narediti, ampak je to proces, potem je možno in upam, da se to dogaja, da jo vsak izžareva tudi navzven. Živi pa, hočeš ali nočeš, in prav, da tako živi, tudi iz tradicije. Ne moremo brez izročila. Tako mislim. Hvala. Gospod Škamperle, kljub vsemu izobilju ostaja sodobni človek nezadovoljen. V čem je posebnost našega časa in slovenstva v dobi, v katerem živimo? Ja, dober večer, hvala za vabilo. Nedvomno živimo v nekem precej zapletenem, kompleksnem času, ki mu težko vidimo nek izhod ali pa težko damo neke definicije na slovenskem in širše v zahodnem evropskem svetu in mogoče gledal tudi čez cel svet. So taki paradoksi so. Glede, takrat, ko zgodovina res je postala zdaj nekako obče človeška, nekako smo v izobilju predmetov, informacij, kakor nikoli še v zgodovini. Ampak na tem vrhuncu človek nekako briše tako preteklo zgodovino, kakor to izobilje predmetnih in informacijskih dobrin, ki jih ni bilo še nikoli toliko, kljub njihovi količini, pa nam ne dajo, pa zgubljamo smiselno porabo, zgubljamo finalni pomen, neko ciljno naravnanost teh predmetov, da bi ob njih smišljali, pomensko razmislili o smiselnih uporabi. Se tudi to briše. Tako da živimo v nekem obdobju tudi na slovenskem, pa širše, zelo poudarjene, kot rečemo strokovno, sekularizacije, ki jo spremlja neka, so strokovni pojma, neka imanenca, neka imanentnost. Imanenca pomeni, to je pojem, ki pomeni, da je vse v tem, kar je, kar vidim. Nasproti tega je transcendenca, ki verjame, zaupa, da vse to, kar vidimo, ta svet, ni vse, ampak je še Božje, ki se razteza onkraj tega, transcendentno. In tudi neka druga prihodnost še. To se danes briše, ne? Vse je zajeto v to, kar je. Zaradi tega stvari izgubljajo nek dolgoročni pomen, s tem izgubljajo smisel, od otroških stvari do odraslih. In se briše tako preteklost, kakor tudi neka vera, zaupanje, pa ne samo naša religiozna vera, ampak splošna, socialna, družbena vera v neko prihodnost. Že danes naredim nekaj, da bom čez 5, čez 10 let, ne samo materialno, ampak tudi duhovno nekaj od tega zgradil zase in za skupnost. Tudi to se briše, kar je brez pomena, itak ne vemo, kaj bo, in se zaradi tega, kot to spremljamo pri generacijah, mlajših in starejših in srednjeletnih še posebno, se pozornost usmerja na zdaj, na zdajšnjost. Se briše tako preteklost, itak nas preteklost nima več kaj naučiti, kot se briše tudi prihodnost in se usmerjamo samo na zdaj in na porabo, koriščenje, trošenje te zdajšnjosti. In to pa je tisto, kar je premalo, da bi človeka
da bi človeka zapolnjevalo z nekim smislom, z nekim pomenom, laičnim in duhovnim. In to je nek vzrokanje slabega razpoloženja v družbi, širše slovensko in širše. Zdaj slovensko imamo še svoje notranje narodne težave z bližnjo zgodovino. To bi bila spet kompleksna debata. Jaz bi se mogoče samo navezal še na oba predhodnika, na gospoda Repsa in na gospoda Golob. Gledajte, zanimivo, recimo vira, zdaj je leto vire, govorimo o viri. Ta pojem vira ima globli pomen, kakor se nam zdi na prvo roko. Poznamo iz zgodovine 7 kreposti, 3 teološke, 4 srčne, vira, upanje, ljubezen, osnovne vrline in potem še pravičnost, zmirnost, moč in previdnost, še 4 srčne. Glejte, recimo ljubezen, ki je na vrhu, ljubezen se da nadomestiti, ne? Tudi s socialnimi, sodobnimi trendi smo človekove pravice, smo pozorni do manjšin, do okolja, ne? Velike demokratične ideje, lahko nadomestijo na nek način ljubezen, prijateljstvo in podobno. Vero, in to, kar je bilo tudi rečeno, osebno vero, to je pa najtežje nadomestiti. Materialne dobrine tega ne nadomestijo. Ne? Tudi velike kolektivne ideje, socializem, globalizem, ne nadomestijo osebne vere. Ker osebna vera je stik z Božjim, s Kristusom, z Bogom, z molitvijo, ki omogoči, nudi človeku to, da se dobro počuti, kot je rekla gospa. Ne glede, kakšne stanje se... Hvala. Mogoče, gospod Rebec, kako pa najti to ravnotežje med osebno vero in med tradicionalno vernostjo? Kakšen je prepad med tema dvema? Je prepad velik, majhen? Kako ste to opredelili v dokumentu Pridite in poglejte? Ja, morda bom iskal, bi odgovarjal bolj na splošni ravni, ne osebno. Tudi namreč, zdi se mi, da na to vprašanje možno odgovarjati vsaj z 2 vidikov. No? Najprej osebno, ker že v sebi mora vsak posameznik pravzaprav svojo osebno vero oblikovati in upoštevati tudi tradicijo, se pravi to, kar mu je bilo izročeno. Ne? Zdaj, ker ste pa postavili vprašanje, ki se navezuje na dokument Pridite in poglejte, ja, tam je res prvo načelo, ki naj bi ga zasledovali v naslednjih letih življenja v naši cerkvi na Slovenskem, prehod od tradicionalne vere k osebni veri. Ne smemo videti prepada tukaj vmes. Tudi snovalci tega dokumenta, pa potem v pogovoru s škofi, nismo nikoli tega videli kot popolni prepad, ampak pravzaprav res kot nekako 2 pasova iste ceste, recimo, če bi smel še tako reči. Morda nam pri tem lahko nekaj pomaga tole, no, da v tradiciji ne bi videli vedno samo nečesa negativnega. Ker se mi zdi, da v zadnjem času v Sloveniji, ko se omenja tradicija, pa tradicionalno, pa tudi nekaj konzervativno, se potem to vedno tretira, ima nek negativen predznak. No, to se mi zdi, da je prva stvar. Ne. Konec koncev, ne vem, če dam čisten tak primer, če ne bi bilo v našem obredu, ko zjutraj vstanemo, pa kako se v domači družini zvrstimo v kopalnico neke tradicije, pa da bi vsak dan približno enak način to naredili, bi se vsako jutro skregali, kdo bo prej v kopalnici. Ne? Se pravi, nas tradicija tega, kako gremo v naši družini v kopalnico, pravzaprav rešuje vsako jutro, recimo. Ne? Osebna vera, se pravi, no, ko govorimo o cerkvi, pa v tem cerkvenem jeziku o tradiciji, se mi zdi, moramo biti pozorni na to, da ne gre samo za tradicionalno vernost v smislu nekih zunanjih navad. Tradicija v cerkvenem izrazoslovju vedno pomeni tudi izročilo, se pravi tisto, kar izroča. Verjetno se vsi zlahka spomnimo besed apostola Pavla, mislim, da je v enem pismu Korinčano, graja tam Korinčane, kaj se gredo, pa kako moralno pravzaprav slabo živijo in na koncu reče, ob vsem tem vas ponovno spominjam. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel. In potem pove Evharistijo, v bistvu opiše Evharistijo. Ne? In se mi zdi, tukaj, se pravi, če tradicijo v veri čutimo kot izročilo in jo tako pojmujemo, tako na njo tudi gledamo,
potem je pravzaprav logičen tak krog. Jaz sem se kot posameznik dokopal, če tako rečem, ali pa mi bil dan dar vire, moje osebne vire, odnosa z Bogom, in to poskušam izročiti tudi naprej. In ta krog se pravzaprav v krščanstvu širi že od začetka. Evangeliji so pravzaprav zapis prvega izročila. To, kar so najožji apostoli, pa drugi učenci ob Jezusu doživeli, so potem v nekem trenutku pripovedovali naprej, izročali in potem tudi zapisali. Ampak, se pravi, ta tradicija, ta zapis je pravzaprav zapis osebne vire. Ni zapis neke ideje, neke ideologije, nekega simpozija, ki smo ga naredili, pa se zmenili kaj pa kako, ampak zapis osebne vire. Na ta način je nastala tradicija. Ne? Zato jaz tukaj ne bi gledal nekega prepada in iskal neke umetne ločnice. Je pa res, da ko smo pravzaprav sem še zdaj v pripravah, recimo na te večere, na to zelo postal pozoren, ko smo v dokumentu pridite in pogledajte, snovali ta binom od tradicionalne vire osebni viri, smo osebno viro opredelili in je v dokumentu natančno opisana. Medtem ko pri tradicionalni viri smo pa bolj rekli od tam, mi smo se spustili v neko diagnozo. No? Ampak lahko pa rečem, da v razmišljanjih pa analizah, ki so bile prej narejene, je šlo za to, da ni dovolj samo ta tradicija v smislu neke inercije. Tako vedno delamo, tako gremo, ampak dajmo to ozavestiti. In spet, tudi če to poskušamo uresničiti, mislim, da ne gre za prepad, ampak dopolnjevanje, kot je gospa Berta prirekla. Gospa Golobova, v krščanski vzgoji ste zrasli že pred tem znamenitim koncilom. Torej, sodite nekako v te stare mehove? Ja, seveda. Kako ste se pa zdaj prilagodili novemu vinu? Ja, v stare mehove sodim, seveda, da. Prilagoditi se je bilo treba, če ne bi pač v nem starem mehu ostala in verjetno bi mi bilo tuje zdaj v tem svetu. Treba se je bilo prilagoditi. Vendar je pa res, da sem začutila pa precejšno razliko in jo še čutim med nekoč in med sedaj. Nič ne bom rekla, najbolje je bilo tisto nekoč, nič ne bom rekla, tole zdaj je pa slabo ali pa da je zdaj najbolje. A je spet narobe? Ja, ne, to jaz pojem, veste, če to se me slišijo. Prilagoditi, če poznam še enkrat, ja, se je bilo treba in v kakšnih trenutkih je bilo majčkeno težko. Morate misliti, tisti, ki ste starejši, ste sami to doživljali, da kar naenkrat padeš v popolnoma drugačen svet na verskem področju. In ja, prej ali slej potem stvari povzameš, kakšne reči te pa verjetno še vedno bolj vlečejo nazaj, kot pa se sprijazniš s tem, kar zdaj je. Recimo, jaz imam občutek, da v teh sedanjih razmerah doživljanja liturgije ali pa zakramentov ali pa še česa drugega, da ni toliko čutiti, toliko svetosti, kot jo je bilo čutiti nekdaj. Potem tisti oltar, ki je bil duhovnik, ki je bil od ljudi obrnen proč, je deloval skrivnostno. In ta cerkev je zrnal njegov hrbet, ampak je tako, kot da bi šla za njim. Zdaj, ko sem morala doživeti ta velik preobrat obrnenega duhovnika k ljudem, včasih je kar kakšna reč nerodna, ampak je pa lepo na simbolični plati, kajti zdaj pa ljudje prihajajo k njemu in on ljudi sprejema. In tako se zdaj, če samo ta primer povem, pač stvari takole razlikujejo od nekoč in od sedaj. Mene recimo moti premalo ene take svetosti, ko prejemamo zakrament svetega obhajila. Včasih grdo gledam po ljudeh, česar ne bi smela početi, to se pravi, da moja molitev takrat nikjer ni. Ampak zelo tako, kaj naj rečem, prav neokusno se kakšna reč odvija.
pri prijemu svetega obhajila na roko in to potem na čudno goltanje v usta. Pogrešam ono obhajilno mizo z belim prtom, pa z rokami pod prtom, pa še marsikaj takega, ampak jaz s tem ne rečem, da je zdaj to, kar zdaj doživljamo slabo in tisto je bilo pa dobro, prejšnje. Ampak ustrezno se novemu nismo prilagodili, da bi ohranjali svetost, občutek svetega, tega majčkeno pogrešam v teh novih razmerah, na marsikaterem področju. Gospod Škamperle, prej ste dejali, omenili ste sekularizacijo. Kako pa pomagati človeku, verniku, ki ga sekularizacija v kombinaciji s porabniškim življenjem oddaljujejo tega živega Boga? Nima več stika, kot je gospa Golobova pomenila. Ja, kako pomagati, je veliko vprašanje, na katerega namen nima trenutnega jasnega odgovora. Se skuša, to so tudi pastoralna pisma, sam papež se trudi, duhovniki se trudijo, tudi sami učitelji, družinski ljudje se trudimo in trudijo. Težava je tudi v tem, ker je tudi težko definirati, kaj je tisto, kar nas plaši, bega, razdražuje, pravijo, to je neke vrste moderna bolezen, zlasti bolezen v narekovajih, razdraženost, zlasti za mlajšo otroško, mlajšo generacijo, razdraženost kot odgovor, neka reakcija spontana na to danes vsak dan razvito formo nenehnega, da spet narekovajih v navednice prišel zapeljevanja, polno glasov, vidite to je ceneje, to uno, tretje. Človek je zbombardiran, zasičen na nek način z mnogimi oglasi, oglaševanji, reagira razdraženo, izgublja se pa, človek sam se tega niti ne zaveda, se tudi recimo neverni človek, krščansko ali pa religiozno neodgojen, se tega niti ne zaveda, v resnici pa pogreša, išče mir, zbranost in občutek svetega ali Božjega. Tisto, kar je včasih bila tradicionalna molitev, danes preprosto ni. Več je težko to nekomu, ki ni bil skozi tradicijo, skozi vzgojo, skozi bližnjo predajo svojih bližnjih ljudi, kdo ni bil v to upeljan, se težje to pomaga. Se pravi, jaz bi rekel, kako pomagati. Z malo razumne distance, oddalitve od nenehnega družbenega vrveža informativne poplave, kajti ta informativna, informacijska, potrošniška poplava je pravzaprav tisti prostor, to je francoski sociolog, psiholog rekel, to je prostor, kjer se izgublja, kjer se dogaja tako imenovani popolni zločin, ki je perfekten, ker ni niti trupljen, noben ni nič streljal, niče ni nič odgovoren, kdo pa je tisti, ki ga izgubljamo pravzaprav svet, naravni svet, ki izginja, ki nadomešča virtualni svet. Pomaga torej z malo razumne distance, skozi vzgojo ali skozi odraslo držo tega in pridobitev občutka, to spet velja od vzgoje naprej pa do skozi vse življenje. Ohranjati, gojiti, spet na novo nadevati, živeti odnos do svetega in Božjega. Svetega v prostoru, sveti prostor, cerkev, svetišče, kapela in svetega v času. Vidite, kako se to zgublja, ne? Včasih je bila nedelja kot tisti dan, ki je drugačen od ostalih šestih. Se zgublja tudi v prostoru časa ta razlika.
Gospod Rebec, kako pa po eni strani se ne ujeti v to tradicionalnost, ki predstavlja nevarnost te pozunanjenosti in nekakšnega mrtvega odnosa z Bogom, po drugi strani pa tudi ne pretirano priti v to iskanje zgolj osebnega odnosa z Bogom in zanemarjanja korenin, iz katerih izhajamo in ki nam praktično pomagajo živeti našo vero. Kako se ne ujeti v tradicionalnost? Meni se zdi, da je tukaj odgovornost starejših, zdaj če gledam z vidika mladih. Poskušam odgovoriti kar morda s primerom, no je lažje kot pa teoretizirati. Jaz živim v Vipavski dolini zdaj 10 leto in v naši škofiji je Vipavska dolina najbolj virna. Ne? Če merimo virnost, potem koliko ljudi pride v nedeljah k maši, procentualno od prebivalcev določene župnije. Ampak, ko se pogovarjam z mladimi, pa vidim, da ta vira, nedeljska maša, na njihovo vsakdanje življenje nima kakšnega zelo velikega vpliva. Ko spremljam življenje odrasle, da tisti, ki so bili v nedeljo pri maši, se bodo v Vipavski dolini ravno tako težko v ponedeljek na firmi zavzeli za eno versko vrednoto, kakor pri nas doma na Pivki ali pa na Krasu, kjer smo malo bolj pogani, pa malo manj vir. In vedno znova opozarjam, da se mi zdi potrebno razlagati in pojasnjevati, zakaj. In vedno znova se tudi spraševati, zakaj. Potem se ne ujamemo v past tradicionalizma. Ne? Jaz po domače rečem takole, generacija 20-letnikov danes v Vipavski dolini, pa verjetno je takih Vipavski dolini v Sloveniji še nekaj, hodi k maši, zato ker sta ata in mama tako rekla. Njihovi otroci ne bodo več imeli tako velike avtoritete besede ata in mame, da bi zaradi tega nadaljevali tradicijo. Bodo pa sprejeli tradicijo krščanske vere, če bo ta zanje osmišljena, če bodo imeli razlog. Spravi, spraševati se vedno zakaj. Ne. Druga plat je pa seveda popolni intimizem, spravi samo, kar jaz doživljam, kar jaz čutim. Ja, jaz včasih v tem zgornjem procesu vere razlagam preprosto tako, ok, zdaj pa vsak ni si zamisli svojo molitev, jaz bom rekel 3-4, pa bomo začeli skupaj moliti, ampak vsak svojo. Ja, se ne moramo. Ok, torej lahko zmolimo en Oče naš, to tradicionalno molitev, zato da bomo tudi skupaj molili kot občestvo, ali lahko prižgemo eno svečo, pa se ob njej zamislimo, pa izrečemo vsakeno besedo. Torej, nujno, ne, sej že, bom rekel, zdrava pamet pokaže, da nekatere stvari pa preprosto morajo biti dogovorjene pa skupne in se jih je treba tudi priučiti. Tukaj, no, se pravi, tradicija ne bo postala tradicionalizem, če jo bomo razlagali, osebna vera pa ne nek tak zasebni intimizem z Bogom, če nam bo jasno, da vero pravzaprav živimo v občestvu in če jo hočem živeti v občestvu, se moram tudi sporazumevati. Ne? Sej, to smerno. Drugače pa sej najbrž poznate tisto zgodbico o mački pri drevesu, ne? Kako hitro. Je pa res tradicija lahko past. Ne veste, v enem samostanu so imeli težave z mišmi, pa so eno mačko zrihtali. Ampak potem je pa mačka v kapelo začela prihajati. In je opat ukazal mačko, vsakič, ko so šli menihi molit, prevezati v drevesu. Potem je opat umrl in s to prakso so nadaljevali. Pa je pa še mačka umrla čez nekaj časa. In kaj so pa naredili menihi? So kupili novo mačko, zato da so jo vsakič, ko so šli molit, prevezali v drevesu. Ne? To je, recimo, lahko pridemo do take tradicije, ne? Če se ne sprašujemo, zakaj. Gospa Golobova, kaj pa vi menite, kako prav ovrednotiti to tradicijo in osebno vero? Kakšne imate vi izkušnje? Ja, težko rečem. Po svoje še živim iz tradicije in še na en način živim v tradiciji v tem izročilu. Ne tako slepo posnemajoče ene stvari, ki bi se je potem prelevile v nekakšne vrste folkloro, da bi zagotovo imela za Božič potico pa za veliko noč pirhe. Ampak mnogo je stvari, ki me vlečejo nazaj k izročilu, ki mi je bilo kot otroku prijazno posredovano. In tega prepada med to tradicionalno in izročitveno vero, pa osebno vero, jaz sploh ne čutim.
do osebne vere sem prepričana, prideš potem, ko mečkano odrasteš. Se pa semenca začnejo v tebi kliti, lahko pa zelo zgodaj, če je ta družinska klima v celoti usmerjena k doživljanju svetega pa božjega pa verskega. Jaz sem prepričana sem in poznam take družine, ko otroci pri starših se že od malega napijejo enega takega prijaznega odnosa do Božjega, do Boga, do svetih znamen, do vsega tega. In jih doživljajo drugače, kot pa tisti, ko se vidi, da je družinska, verska, če grdo rečemo vzgoja, kakorkoli se že temu reče, tako nekako povprečna in samo občasna in taka, da starši k verouku pripeljejo z avtomobilom otroka in z avtomobilom pon pridejo in ravno tako ga pripeljejo k sveti maši in pon pridejo, sami pa pri sveti maši niso. Jaz se še vedno spominjam kraja v stari kranjski farni cerkvi, kjer sem popoldne noter zašarala in zašla in se bila popolnoma sama, se usedla tja v eno klop, se zazrla v tabernakelj in se naenkrat zaveda, kaj? A za tistimi zlatimi vratci je živi Bog. Zdaj, če verjamete ali pa ne, mene zdaj le stresa. In od tam se je potem začela moja zelo poosebljena vera. Prej je bila tista prijazna, hišna, molitvena, spoštljiva od zakramentov maše do vsakdanje molitve 3-krat na dan. Res tako malo že kot en vzorec, no, družinski vzorec, ampak je pozitivno in dobro deloval. Do osebne vere moraš pa enkrat priti. In mogoče eden pride zgodaj, drug pa kasneje in morda kdo nikoli, če je rečeno, da je vera milost in Božji dar. Je pa lepo, če za to milost prosimo. In žal, vračam se k družini, resnično je vse odvisno od družine. Kako se drobna semenca, res gorčična, majčkna semenca vere in odnosa do Božjega, do svetega, pomalem sejejo. In to je danes težko v teh razbitih časih. A ste malo s svojimi otroki ali pa svojimi vnuki zjutraj skupaj, a zjutraj zmolite, a opoldne mogoče skupaj jeste, opoldne pa zmolite, pa zvečer. Meni so starši že rekli, kaj pa vi mislite, kaj nam pa pripovedujete, saj nismo nikoli skupaj. In jaz verjamem, da je veliko takih družin. Glejte, in zdaj v tem razbrskanem času, razbrskanem dnevu, razbrskanem tednu in eni spremenjeni, kot je bilo zdaj slišati, in je res drugačni nedelji, občutja nedelje, ni lahko ustvarjati klime, ki bo srkala vase človeka in ga usmerjala k svetemu in Božjemu. In stvari so bile že zdavnaj v preteklosti zastavljene načrtno, da se to zgodi, da se tudi družina razdružini. In mene je tega malce strah. Kaj lahko tukaj samo navežem eno, ker da ne bi morda večer preveč zvenil tam, da hočemo, ne vem, razdvojiti tradicijo pa osebno vero. Ta poudarek molitve, recimo, se mi tudi meni osebno zdi zelo pomemben, ne? Ampak vidim pa tukaj, recimo, tudi eno priložnost poosebljanja. Velikokrat, pa gospa, zdaj niste vi tako zdaj predstavljali, ampak mi duhovniki dostikrat tako rečemo, družina naj se cela zbere skupaj, pa ne zmoli, to bo tradicija. Kdaj? Pa če sta dva doma, pa dej pa dva zmoli. To je pa tisto, kar se da v sedanjem času narediti, se pravi, da bomo iz te tradicije družinske molitve črpali v naši hiši, se za našo družino moli, tisti, ki smo v nekem trenutku skupaj. Se mi zdi, ni treba reči, črtamo družinsko molitev, ampak dajmo narediti tako, kakor je danes možna. To se mi zdi ta izziv poosebljenja vire, oziroma poosebljenja tradicije, recimo. No? Jaz sem tudi prepričana, da le ostane še petek popoldne, sobota, nedelja, ko družina res lahko zelo, zelo družinsko skupaj zaživi. Skoncentrirati je treba zdaj vse te božje in lepe in svete stvari na te 3 dni, pa na 2 dni pa pol in potem stvar sije nazaj, pa sije naprej
in zadeve so še zmeraj lepe in dobre. In nam rastejo, jaz sem prepričana, v mladih ljudeh dobri kristjani. No, ko smo pri doživljanju svetega, gospod Škamperle, sveti Avguštin izhaja iz stališča, da je človekova duša kompaktna in v neposrednem vertikalnem stiku z Bogom. Kako pa ne to razumemo v današnjem, kot je rekla gospa Berta, razbrzdanem svetu, ko bolj mislimo in ne toliko več čutimo? Mislim, torej sem, ni pa več tistega občutja svetega. Ali pa se sveto prenaša na kaj drugega? Je res. Ena od skušnjav je tudi ta, da bi vse, to je širša skušnjava, globalna, da bi vse stvari normirali, vse po točkah definirali, od učenja naprej, tudi čustva, dobili genom za vsako stvar in jo znanstveno definirali. Ampak človek je pravzaprav neka neskončnost tudi v svojem malem svetu. In stremi, to je antropološka naravnanost. Od pračloveka naprej, od starih civilizacij naprej, je človek naravnan presežnemu. Tudi če ne hodi v šolo, še ni šola, ampak človek naredi znak, naredi en simbol, ki pomeni nekaj preko. Ta antropološka naravnanost, ki išče presežno, ki stremi presežnemu in to presežno časti kot sveto, kot božje, kot sakralno, ga tudi v polnosti zapolnjuje, pomirja. V krščanstvu pride ta občutek pravzaprav do svojega vrhunca, ko se Bog človeči, stopi v svet, v zgodovino, v človeško naravo. Skozi pasijon, smrt in vstajenje. Potem na tem sloni naša vira, ki je, kot pravi sveti Avguština, v neposrednem stiku s transcendenco, s Božjim, ampak hkrati je tudi intimna vira. Jaz ti, z razliko kakšnih drugih kultov, če človek Bogu reče ti. Mislite, kolikokrat tudi v naših molitvah izrečemo ime, Božje ime, ime Boga. Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije. Zakaj? Zato, ker smo z njimi vsak od nas, vsi skupaj in hkrati znotraj te velike množice, vsak od nas kot oseba, od otroka do starega človeka, v neposrednem stiku z Božjim. Spravi, ta stik je vertikalen, transcendenten, presežen, hkrati pa neverjetno intimen in človeški. Zato mislim, da je krščanstvo tudi tako na nek način se razvilo, ostaja nagovarjajoče na človeka. Ta odnos potem daje smisel. Kako danes to transcendenco, to presežnost gojiti, je spet malo težje, pomaga, da se strinjam z obema sogovornikoma, tako tradicija, obred, veste, tradicija je pomembna kot izročilo, pa hkrati je pomembna tudi zato, ker nosi neko obredno naravnanost. Kot je bilo rečeno, tudi če pri kosilu, pri večerji, mogoče zvečer, na kratko se približamo, se zahvalimo Bogu, zvolimo eno molitev, to samo potem postane neka obredna navada do svetih obredov, ki človeka pomirijo. Zakaj ga pomirijo? Psihološko, zato, ker smo preko tega obreda, lahko tudi malega ali pa bogoslužnega obreda, v stiku z nekim trajnim, strokovno bi spet lahko rekli psihološko-arhetipskim, ki je izven, ki je trajno, ki je izvenčasno skoraj, čeprav ga doživljamo časovno, v svojem dnevu. In to trajno pomiri. Ga spomne na to, da sta stik z Božjim in večnim. Hvala. Gospa Berta, Slovenci spadamo med evropske narode, ki najmanj molijo. To beremo v krovnem dokumentu slovenskega pastoralnega načrta, pridite, poglejte.
Vendar je že blaženi Martin Slomšek dejal, moli večkrat, moli kratko, pa dobro. Vaše izkušnje molitve iz otroštva, staršev, nekaj ste tudi že omenili, ampak če pogledate nazaj, ste molili kratko, dobro? Ja, ne vem, če dobro, včasih kar dolgo, tudi pa kratko. V tem dokumentu piše, moli več in bolje. In Slomšek je v to smer že pred 200 leti enake zadeve želel in pričakoval od ljudi. Ja, molitev. Nekoč je bila molitev, dihanje, to je spadalo zraven, ni bilo nobenega vprašanja, a boš molil, a ne boš molil, ali pa da bi bila to kakšna grenkoba, pa da bi te nekaj vleklo proč od molitve. Mene moliti ni učil nihče. Danes starši skoraj morajo naučiti moliti otroka, ali pa jih počimo potem katehetje, ker se takoj opazi, da doma družina ne moli, tudi teh obrednih, takih tradicionalnih molitev otroci ne znajo, ko pridejo v prvi razred. Jaz sem se moliti naučila od molitve, ne da bi me kdo učil, ki pa sploh ne, ampak molilo se je. Lete, in tista molitev ima svoj ritem, molilo se je na glas, pred jedjo pojedi in zvečer kleče roženkranc, če po domače povem, rožni venec. V občutje je prihajala ena melodija, en mir, molilo se je. Danes je treba res učiti moliti. Jaz se včasih kar majčkeno zasmejim, ko v družini berem ta šola molitve, pa ona šola molitve, pa 10 šol molitve, pa se pravim, Bog ve, a jaz sploh znam moliti. Je pa lepo, ko enkrat človek pride na tisto stopno, ko začne res Boga tikati v tem smislu, da se z njim pogovarja. In to bi rekla jaz, da je pametno zdaj v današnjih časih zgodaj naučiti otroke, da se s tem presežnim, s tem Božjim, s tem svetim, s tem Bogom, s tem Jezusom, saj pri katehezi vedno začenjamo z Jezusom, ne z Bogom, kot pač z Bogom. In da zna sam povedati ene svoje misli, ene svoje prošnje. Mene enkrat presenetil en moj veroučenec, ko sem ga večkrat odgovoril, da prosim Žiga, no, veš kaj, da bo mami žalostna, če ti ne bo Bog žalosten, nič ne bo Bog žalosten, je rekel, mami bo huda, Bog ne bo nič žalosten, jaz sem pa molil za vse. Prej so namreč otroci pripovedovali, za koga je kdo molil. On je rekel, jaz sem molil za vse. Sej, Bog je kako otroku se skupaj doživlja, ampak pomembno je, da doživlja in da doživlja čim lepše. Potem pa odraste, potem pa, če je imel milost in srečo in se je sam kaj potrudil, kot smo se potrudili mi, pač v veri raste, tako v osebni veri, kot izročila tega, kar je prejel. In prenaša dalje, sej mi zdajle prenašamo to, kar živimo in kakor živimo, tudi nekomu naprej, s svojim obnašanjem, s svojim ravnanjem, s svojim zgledom, takim ali pa drugačnim. Ne znam jaz drugače povedati in tudi drugače ne čutim. In ne znam zafilozofirati stvari, ker živim čisto preprosto vsakdanje življenje. Pogledam drevo, pa se zahvalim Bogu, da je še zeleno. Vidim to in ono, kar gre malo navzdol, in me zaskrbi. In potem pravim, če si kristjan, pa ni treba, da zdaj obupuješ. Veliko je poti do Boga in tudi v veri je vse polno poti do Boga. Tako da me stvari ne skrbijo, gre pa gotovo v družbi, pa v tem tudi cerkvenem življenju, pa duhovnem življenju, enkrat stvari gredo bolj gor, potem gredo bolj dol, ker tako na splošni ravni, na osebni seveda pa tudi. Meni se je dogajalo kdaj v življenju, da preprosto nisem več mogla moliti, ampak nisem pa opustila svete maše. In to so bili časi, ko je bilo presneto nevarno se pojaviti v cerkvi. In bi bila lahko tudi jaz premeščena iz prijazne domače Gorenjske, tja dol na Prekmurje, kamor je bila čez noč premeščena sokolegica. Zgolj samo zaradi tega verskega področja.
ampak pač, če na eni točki vztrajaš, potem se ti povrne na vsej ravni. In jaz mislim, da je naravno, če kdaj ene stvari ne zmoreš in ne moreš, ali pa je ne doumeš, naenkrat pade ena senca čez vse. Ja, poslušajte, zdaj berite, kaj je doživljala mati Terezija, lepo vas prosim. Zmeraj smo jo imeli za tako visoko, ne vem kakšno božja, že nad božjo, zdaj lahko berete, v kakšni temi je živela in še polno svetnikov in ne vem katerih ljudi je, ki so popolnoma zgubili svetlobo tega božjega sonca in božje milosti, pa ravno takrat je verjetno milost dobro delovala. Ja, v življenju so skrivnosti. In prav je, da so skrivnosti. Nekoč je rekel en sicer marksist, mladi Kreft, tabuji morajo biti, tabuji so varovalke. Jaz sem se zelo začudila, da je to rekel. Sem smisla, Bog ve, a bi tvoj oče tudi rekel isto? A bi ali ne bi, ampak on je rekel, tabuji morajo biti. Jaz ne mislim zdaj, ne vem, na katere tabuje in kakšne in česa, da se otrokom ne sme povedati in kaj, da se more. Ampak resnično ene varovalke v človekovem življenju so in nekako pusti jih pri miru, naj delujejo skrivnostno. Zakaj pa ne bi bilo vse na odprti sceni? Zakaj? Tudi doma imamo vsak v svoji družini neke prostore ali pa neke dobe ali pa neke dneve, ko hočemo biti na samem, na en način na samem in tudi v molitvi na en način na samem. Če Jezus pravi, zapri vrata, pa pojdi v sobo, pa tam moli, je že vedel, kaj dela. Pa sam je tudi hodil zase moliti, kljub temu, da je rekel, ker sta 2 pa 3, sem jaz med njimi. Glejte, tako je pestro življenje. In jaz sem vesela pestrega življenja. Zakaj pa ne? Ja, gospod Rebec, oznanjati svetu veselo novico o razodetju Boga v Jezusa Kristusa ter vabiti k spreobrnenju k veri, to je ta temeljna naloga nove evangelizacije. Lahko zdrav odnos do vere in to oznanjene vesele novice pomaga gradnji zrelejše, boljše družbe? Ja, seveda. Ne samo nove evangelizacije, prve sploh. Evangelizacija je to, kar ste rekli, ja? Oznanjati Jezusovo veselo novico. Zdaj ta sintagma, ta besedna zveza nova evangelizacija se nanaša na ta naš svet, kjer recimo, ko je bila pogruntana, če smem tako reči, je veljalo nekako tako. Ljudem v Evropi, ki so že slišali za evangelij Jezusa Kristusa, zdaj še enkrat poveda, da evangelij obstaja in kaj prinaša. Jaz malo hudomušno razmišljam, da danes to še sploh velja. Se imamo že tudi v Evropi verjetno ljudi, ki niso še nikoli slišali za Jezusov evangelij in ga je treba sploh kar lepo prvič oznanjati. Spravi čist se iti klasično evangelizacijo, tako kot v misijonskih deželah. Zdaj to, ja, jaz mislim, da to prinaša kvalitetno spremembo, to gotovo. Zakaj? Zaradi tega, ker osebna vera, stik z Jezusom Kristusom, prinese v moje življenje odrešenje in drugačen pogled na svet. Se zelo pridružujem misli gospe Berte, me je strah, me skrbi, kaj se dogaja, ampak ob vseh krizah in ob vseh nemogočih zadevah si lahko na koncu že starozaveznim prerokom rečem, pa ne bo nas Bog pustil na cedilu. Ne bomo, oprostite izrazu, kakor muhe, ki nas nekdo z loparčkom, ne bomo, preprosto ne bomo. Se pravi, imam eno trdno zaupanje in zdaj, če imam to zaupanje, potem se lahko tudi aktiviram. Začnem iskati bližnjega, brata, sestro, ki upa, podobno, vera še upanje dodano, recimo, ne, se pravi, iz vere izhaja upanje, jo povežem z ljubeznijo, smo pri teh 3 teoloških krepostih, ki se potem dejansko spremenijo v aktivno življenje. V to, da nekaj v življenju naredim. In to prinese potem kvalitativno spremembo. Zdaj seveda, veliko vprašanje pa je, ali je naša osebna vera tako zelo dejansko poosebljena, da se to v življenju pozna. Recimo, mir s tabo v nedeljo pri Maši. Pa če se v ponedeljek srečava pri bančnem okencu, bo to veljalo,
se bova prepoznala kot brata, ali bova stranki in bova gledala, kdo bo prej na vrsti in bova mrko zrla vsako svojo bančno kartico. Tukaj je ključno vprašanje po mojem osebne vere in potem tudi spremembe kvalitete življenja v naši družbi. Ali kot mi je na eni nedavni akademiji, kjer so naši cerkveni zbori veselo prebivali, prešepno kolega, pa je bil ti, a si predstavljaš, če bi toliko katoličanov zavestno in zares živelo svojo vero, kakor poje cerkvene pesmi, kakšna bi bila ta naša Slovenija. Mi sem milo Bog, še kar malo nosim v sebi, ne? Ampak ja, vera, osebna vera pred drugače življenje posameznika in skupnosti. To je gotovo. Gospod Škamperle, Rimsko cesarstvo je propadlo in mnogi zročilo zavezani Rimljani so menili, da so zato krivi kristjani s temi svojimi sanjarijami. In Sveti Avguštin je moral ravno pred smrtjo svojega življenja napisati obsežno zavrnitev teh obtožb in je napisal svojo Božjo državo. To je bila slika krščanstva tedanjega sveta, v katerem je bil red, smisel, bil je Bog. Ja, to je zdaj zgodovinska tema, gremo daleč nazaj, seveda, okrog cerkveni oče, Sveti Avguštin, imamo tudi v slovenščini, spise, odlične izpovedi, on je začetnik pravzaprav tega žanra izpovedi s Bogom in se spominja vsega, kar je prej doživel in vera kot pot. Tudi zato je Avguštin zelo zanimiv. Avtor, Petrarka, gre v hribe, pa ima sabo knjižico izpovedi, Jean-Jacques Rousseau, on sam napiše izpovedi, personalizem pride ven iz tega. In je vera, ki zori skupaj z mojo potjo, z mojo življenjsko in eksistenco, z iskanjem preko dvomov in raznih vijug išče. In potem se tega spominja in to tudi opiše. Eden od velikih spisov, ki ga pa nimamo v slovenščini, to je bolj De Civitate Dei, pravilno reči v Božjem mestu, Božje mesto, Civitas, leta 410, on je bil že škof v Severni Afriki, takrat je bil severni del Afrike, je bil del Sredozemlja. To se potem v koncu antike z islamsko vero razdeli Sredozemlje in še danes deljeno. Južni del Sredozemlja, Severna Afrika je muslimanska v glavnem, severni del je Evropa. Takrat je bilo to združeno, on je živel v Numidiji, današnji Alžiriji, v stiku tudi pisenskem svetim Hieronimom in Vizigoti, to so bila gotska plemena, gotska ljudstva, z Alarikom udarajo v Rim avgusta 410. 3 dni so oplenili mesto Rim, ki je bilo že v veliki dekadenci seveda, tudi že precej, ne pa povsem, kristjanizirano in je veliko očitkov letelo na kristjane. Če vi pa se ne greste, vam je pa vseeno, niste branili. In potem je Avguštin vzel ta zgodovinski dogodek kot izziv, ali naj se naša krščanska vera opre, nasloni na neko konkretno družbeno, državno tvorbo, ali ne. Ali pa od tega ni odvisna. In potem to je taka debela knjiga, koliko kraščin je prevod, 800 strani in naredi eno celo, zato je zanimivo delo, tudi za študijeno, celo obnovo vseh antičnih oblik verovanja poganskih. Prvi del knjige, celotno delo ima 22 knjig ali 22 širših poglavij, 22 knjig. In prvih 11 je obnova vsega do krščanstva. Kaj so te vire, razni kulti, poganski, vzhodnega Sredozemlja, frigijski, kaj so te stare vire ponujali človeku, kako so razlagali življenje, kakšno odrešenje so bili. In potem drugi del dela od 11 do 22 je pa nov projekt, krščanstvo, ki je krščanstvo posmerno v prihodnost in hipoteza je, da pravzaprav naša vera, naše notranje mesto, Božje mesto, nebeški Jeruzalem, ni enak in ni istoveten z zgodovinsko družbeno tvorbo.
seveda, glede na platonistično filozofijo in razne njene derivate, tudi glede na judovstvo in tudi glede na islam, če se pogovarjamo z dobrimi ljudmi, muslimani, bošnjaki, ki živijo tu med nami, je razlika. Ne? Za njih je Bog in so dejansko tudi zelo verni ljudje z molitvijo, s postom, z obredom, z verskim odnosom družinskega življenja, odnosom do Boga, ampak Božji sin je pa stvar krščanstva. Še najbližje, če se pogovarjamo z muslimani, pridemo, ko primerjamo to, kar vam je Mohamed dal, naravnost od Boga, sveto knjigo, Koran. Mohamed ni znal dobro pisati, no bilo to narekovano, Božja beseda, naravnost, zato je tako sveta za muslimane. To je Bog vsem nam, ki verjamemo krščansko vero, dal preko sina, ki ga je spočela in rodila Devica Marija. In potem tu se že hitreje razumelo. Glede na prejšnje poganske nauke, se bi vedeli, da so bili nauki o nesmrtnosti duše, telo odmre, pitagorejski, orfični nauki, platonizem, duša odmre, telo odmre, duša in njen umni del, njen božji del, božanski del, pa se preseli v večni svet. Krščanstvo pelje pa nauk z razodetim svet Božjim sinom ustaljenja v duši in telesu. Zaradi tega se najbolj, smo rekli, približa človeku na tisti humanistični način. In to je en pomemben segment krščanstva, njegov humanizem. Odnos ne samo do sebe, do sveta, ampak tudi do drugega, do bližnjega. Sem na nek način odgovoren, ne samo zase, gotovo, da vsak od nas ljubi Boga kakor samega sebe, ampak ljubi tudi drugega, si tudi odgovoren do drugega in do naravnega sveta, v katerem nam je Bog dal po njegovi milosti, da živimo. Ne? In to so tisti humanistični in etični principi, ki so pomembni za prihodnost, ne? In ki jih nudi krščanstvo v tistem najbolj širokem pomenu kot religiozna kultura. Gospa Golobova, še vi ste napisali tudi knjigo Svetniki Božji prijatelji. Poročila teh svetih oseb nam nekako pomagajo, so nam v duhovno spodbudo, kako se približati Bogu, kako ga globe začutiti, kako nam pomagajo. To ste napisali za otroke. Ja, za kočmarnično branje, ja. Zakaj? Ja, zato, da bi počasi otroci začeli spoznavati tudi ta svet svetnikov in to dolgo vrsto ljudi, ki so se trudili biti dobri, pa so vse sorte po svetu počeli, pa bili tudi grešni in tako naprej. In da je pa potreba pri otrocih, da imajo radi take zgodbe, da radi zvedo, kaj pravzaprav svetniki so. Mi pa dokazuje zdaj urednik Ognjišča, ki me je prosil, če napišem kaj o svetnikih, prav za najbolj male otroke, to se prav za vaše vnuke, tiste, ki so stari od kakšnega 4. leta naprej, pa tja do 3. razreda. Svetnik je ena taka osebnost, ki te potegne. Jaz se jih spominjam kot otrok iz cerkve, kako so gledali, bili sveti, veliki, tako v človeški postavi na teh stranskih oltarjih. Pa sem dobro vedela, kdo je sveta Polona, pa kdo je sveta Lucija in tako naprej. In so svetniki, ja, jaz jim pravim moji sopotniki in se tudi redno vsak dan kakšnega svetnika spomnim, ne samo enega, kar večjih in jih imam po svoje rada, ker vem, da so prestali v življenju, ja pa tudi čisto vse. Več kakor jaz in več kot mi vsi skupaj tukaj in so bili grešni in so bili sveti, ampak vendarle sveti bolj kot grešni in so nam vsem lahko vzor.
v tem, da se nazadnje lahko vse dobro konča. Zdaj pa treba dostikrat odšteti za današnjega bralca pa sploh one stare legendarne zgodbe, ki so bile kdaj napisane tako, kot da so izročilo čiste vere, pa skoraj kot eno božje razodetje. Treba je razlikovati med legendo pa med tistem, kar je zgodovinsko. Jaz jih imenujem moje sopotnike. Tudi te, ki so v procesu naše domače, da bi jih enkrat imeli kaj več kot Grozdeta, Slomška. Jaz redno se spominjam, prav res redno, Baraga, posebno še zato, ker je tam čez Savo bil v nekdanjem Šmartnem, zdaj se reče Šmartin, kaplan. In glejte, kaj je tudi izročilo. Moj stari oče je povedal mojemu očetu, njemu je povedal njegov oče, ki pa je Baraga še skoraj poznal. Kako je ta človek po zimi dal beraču z nog, ko je šel na sprehod kot kaplan, čevlje škorne z nog. In vsi Šmarčani, ljudje tam okrog, so tega človeka Baraga imeli za svetnika. Glejte, prapradet svojemu očetu, potem naprej oče sinu in moj oče meni. In jaz redno to pripovedujem veroučencem, ker želim, da se kakšna stvar iz tradicije ohranja naprej. In svetniki so pa tisti, ki svetijo svojimi dobrimi deli. Bog, da jih imamo, hvala Bogu, da so. Hvala. In še zadnje vprašanje, gospod Revec. Sopotniki, svetniki nam svetijo, nas pa tudi opozarjajo na različne skušnjave. Katere skušnjave prežijo na današnjega vernika? Kaj vi menite? In so ključne? A poiščemo odgovor kar v tradiciji? Napuh, lakomnost, nečistost, podrešnost, jeza, lenoba. Kaj je drugega? Vse nekaj izumljati. Zdaj pa poosebimo, kaj je zame, zate, kje je problem, kje nasedeva, kje zdrsneva. Ne vem, jaz mislim, da tukaj nekaj veliko dodajati. Rečemo, grešna nagnjenja, smo se jih naučili pred Birmo kot pesnico, ampak izražajo pa resnico človeške duše, kjer je človeška duša tako zelo ranljiva in zmerom znova vsi. Mislim, da so tukaj čisto vsa področja življenja, da se ne bi kar nič drugega dodajal. Najlepša hvala. S tem smo...